En lep dober večer, Tanja Skaze z vami. Danes se javljam malce prej, ker sem na obredu Ajuaska. Zadnji boste slišali mojo skupino. So čudoviti, se ne gledali za pol urce zginem, da posnamem video in odličen video, odličen se tudi ujema dejansko v čisto vse tole, o čem bom danes govorila. Odločila sem se, najprej tako. Tisti, ki se res počutijo pogumni, pridejo na obred Ajuaske in Ajuaska vas nauči vse to, kar bom jaz danes poskušala povedati, s katerimi strahovi sem se srečala, katere strahove imamo, mogoče se boste tudi vi vmes našli med temi strahovi, predvsem pa, kar je pomembno, da se zavedate, da čisto vsak strah pusti neko, naš strah je sovražnik, mal ni vlečem na uho, mal pa hočem povedati, tudi tisto, kar sem si napisala, kar bom povedala. Ok, gremo na hitro čez, zakaj marsikdaj na strah, je res, kot rečejo, strah je naš največji sovražnik in zaradi tega straha ne moramo živeti svojih sanj, ne naredimo premike, ostanemo tukaj, kjer smo in jaz si bom podelila mojih 5. Bom pa zelo vesela, če tudi vi napišete, katerih je vaših, 5, 3, lahko da jih imate 10, ampak kateri so tisti strahovi, ki vam ne naredijo, da naredite premik v svojem življenju. Veste pa, kaj je edini premik, da greste direktno na to srce in da ste srečni in tudi uspešni. Ok, začnimo s prvim strahom, ki je tudi del moje skupine in sicer, ko se formira skupina, je zelo pomembno, da pride ven določen vzorec in ta vzorec ima potem skoraj cela skupina in naš vzorec je, to pomeni strah pred sprejemanjem sebe, kar pomeni, da je še vse v tem nesprejemanju. In naprimer, jaz sem res mislila, konstantno sem mislila, da mi to zelo dobro gre, da se znam sprejemati. Največkrat sem se sprejemala in sem se učila sprejemanje skozi bolečino. Veste, mogoče, ampak danes, ne včeraj mi je napisala ena dama, čudovita dama mi je napisala, da ni potrebno vedno sprejemati se skozi bolečino, ampak lahko tudi skozi ljubezen. In včasih tako malo je potrebno, da se začnemo zavedati tega svojega sprejemanja, kdo smo, da najprej začnemo sprejemati, ampak je tudi to dovolj, da se odpremo za druge in da jih pokažemo, da spoštujemo, kaj nam povejo. Naprimer, če vam rečejo, da ste lepi, če vam rečejo, da ste pametni, da ste uspešni, da ste, ambiciozni, da ste čudovita mama, čudovita žena, čudovita prijateljica, da imate čudovito obleko, da znate to sprejeti, ampak da res sprejmete kot hvaležnost, ne pa kar, to je staro, to je tako naprej. Tako da ena izmed mojih strahov je bilo sprejemanje. Konstantno, da se res sprejmem takšna, kot sem, da si dovolim biti to, kdor sem. Evo, prej smo vprašali, če sem si dala make-up, gor z nekaj usnice, sem si našminkala, vse ostalo bo pa naredil video posnetek. To je prvi strah. Drugi strah sem si raj napisala, kot pa da, če ne, da nam dolga, ker imam nek določen limit, koliko časa lahko govorim, ker pa gremo na pretočno meditacijo, da smo res pripravljeni za obred. Ta drugi strah, kateri sem prepričana, da me je ta strah najbolj zgradil v to, kdor sem danes, da upam, da govorim danes tukaj pred kamero v živo, da ne rabim snemati video, da mi ponavadi tisti snemani videi najmanj grejo, ponavadi kar tako mora biti srca in so najboljši, je strah pred kritiko. Da me pa že roka začela boleti. Strah pred kritiko, kar pomeni, da sem prepričana, da me je kritika zgradila tukaj, kjer sem danes. Da vsakič, ko je prišla kakšna kritika do mene, sem pač na tak način poskušala to kritiko ozavestiti, pogledati, kaj je, dosti solz prejokala, ali pa noči prejokala. V resnici so mi pač vse te kritike pomagale, da danes vem, kdo sem, kaj počnem, zakaj to počnem in da tudi tako sprejemam. To pomeni, da tudi sprejemam na način, zdaj smo spet pri sprejemanju, da sprejemam, da pač ne morem biti vsem všeča. In da enim sem všeč, enim nisem. Malo prej mi je rekla ena izmed mojih udeleženk tam, da je bila v eni skupini, ki niso vedeli, da me pozna in da so se kratko v sred belega dne začeli o meni pogovarjati in je nekdo rekel pač, jaz te ti Tanja Skaza, ko skozi govori, sploh in nič ne verjamem. In jaz potem rečem, spusti, ker to samo govori tudi o tem, da me pa sliši, ampak da v resnici sebi še ne verjame, da bi to spoznal, da pa ima nekaj podobnega z menoj.
Ok, tretji strah, kateri je mene nekako zadrževal, da sem naredila korake naprej, ampak danes to so bili moji strahovi, več jih ni, zdaj se učim iz teh strahovov, je strah pred izgubo ljubezni. No, ta je pa pri meni kar dokaj močen, še dan danes. Prihajam iz družine, kjer vse generacije, tudi po mamini strani in tudi po očetovi strani, so generacije, kjer malo da jih pokažem, kje so, da ne sedijo gor, ki so glasni, tako, da moram pa hitro navrniti nas. In sicer po mamini strani in po očetovi strani so večinoma vsi zvesti, ostali nezvesti, to pomeni so v prvih vezah, to pomeni v naših družinah, ne po očetovi strani, ne po mamini strani, ni nobenih ločitev, ampak so res družine, kjer so konstantno skupaj. In je zame družina sveta in tudi meni družina veliko pomeni, vse bi naredila za družino in potem se marsikdaj vprašam, koliko je pa res srečnih družin, koliko je tistih družin, ki ne živijo ena mimo druge, ampak res čutijo, tudi midva z Igorjem smo kdaj živela en mimo drugega, priješ iz službe, naredi to, postavi ono gor dol in potem zgubiš ta odnos, to meni strah pred ljubeznijo, ampak nečesa te je strah. In strah te je predvsem to, da ne boš ostal sam. Ampak jaz sem prepričana, da nas življenje uči ljubezni, da nam kaže to ljubezen. In če kje, to najbolj zveste na Aji, zato ker vas Aja pelje direktno v srce in vam pokaže, kaj je res prava ljubezen. Kako se še učite strah pred ljubeznijo? Veliko kaj bi povedala, pa bom predolga, bom skrajšala to za kdaj drugič. Četrti strah je pred neznanim. Moj strah, kateri me je dostikrat ustavil, je bil ta vse jasno določeno, plani, plan A, plan B, plan C, to meni Bog ne daj, da karkoli gre, da gre kam v neke druge smeri, v resnici pa v tem planu ni nič lahkotnosti, nič ni subtilnosti, nič ni takega, da se ti lahko zgodi, da si lahko srečen in dejansko se samo konča. Dejansko ne uživaš na poti, ampak samo, ko narediš kljukico in narediš kljukico na cilj ali pa rezultat tistega, kar je pač bilo opravljen projekt ali karkoli. To je bilo zame tako, wow, kam se spuščamo, kam gremo, zakaj to, dajmo vse pregledati gor dol. Danes vidim, da je ta strah sem dala stran, res se prepuščam, tudi se spomnim, kakve so mogli biti zabave, projekti, konference, vse je moglo biti tipi top, danes rečem, da je takole je, spustim in ponavadi naj srce pove tisto, kar je prav. In dostikrat, če se tega ne upamo narediti, tudi sploh ne dobimo vse tiste majhne bisere, blessinge, ko bi lahko prišli in lahko vidite, kdo vam stoji ob strani, na kak način, kdo se obrne. Če imate pa vse splanirano, pa dejansko drugim ne pustite, da so ustvarjajo del vaše zgodbe. In najbolj pomembna, sem jo pustila za na konec, mogoče ne vem, če je najbolj pomembna, čakajte vi, ne moram dati roko, me pa že ta roka boli, da dobro daj konc, je pa strah pred neuspehom. Za Slovence velja, da če enkrat padeš, pol ne znaš, ne zmoreš, si žrtev, kakorkoli. In ta strah ni to strah Slovencev, to je strah nas, ker se mi bojimo paditi. Ampak če ne pademo, mi na žalost ne moramo zrastiti, ne moramo ponovno se pobrati, ne moramo se nekaj naučiti iz teh padcev, predvsem pa ne moremo postati boljši ljudje, ker samo padec nam pokaže, koliko še imamo priložnosti za rast. Tako da ne bojte se teh padcev, ker mogoče vam točno to ni bilo usojeno in bo prišlo nekaj drugega, boljšega. Pri meni se tako ponavadi zgodi in evo, zdaj se tega držim. Če to ni, je pa že tisto, kar bo drugo prišlo in bo prav včasih se neka, jaz sem manifestirala, to je prav, gor dol. Ne, spusti. Strahovi so tisti, ki vas omejujejo, da lahko resnično živite svoje življenje. Predvsem pa, kar vas najbolj omejuje, da ste zapornik v svojem svetu, namesto da dovolite stopiti ven in res živeti na polno. Tako da, samo skozi druge ljudi, moram malo zamenjati roko, takole, saj malo, da vem, kako sem hitra, malo da si spočijem roko. Ne vem, to je po moje že Aja, ki ti ne dovoli več pol toliko držati. No, in mogoče še, kje sem ostala? Čakaj, kaj sem hotela na koncu povedati? Ja. Strahove ali pa vse vzorce, ki jih imate, to so strahovi,
so pa dejansko tisti, ki se jih lahko učite preko drugih ljudi. Tudi eno tako spoznanje, ki ga vsakič, ko pripeljem skupino na obred, to je totalno, to meni, zelo malo ljudi se med seboj pozna. Dobro, mogoče eni grejo že skupaj obred, pa še vidijo drugega obreda, ampak veliko je novih. In potem, kako se lahko v 3 dnevih, ne v 3 dnevih, v prvi noči, kako se lahko ljudje povežejo, kako vidijo na prvem sharingu, to pomeni iz prvega obreda, potem zjutraj, kako lahko vidijo zrcala, ogledala sebi, reče, oh my God, on to bo, da govori meni, oh my God, tudi jaz imam te strahove, tudi mene to zadržuje, jaz sem tudi taka. To pomeni, skozi skupino dobite veliko uvidov, veliko spoznanj, predvsem pa tudi preizkušenj, kako lahko naredite, da bo vaše življenje lepše, srečnejše in predvsem tudi bolj uspešno. Na ta svet se pridemo sami in tudi umremo sami, ampak pridemo se učiti o ljubezni. In kaj bi bil moj zaključek? Vsakič, ko sem na Aji, seveda imam še vedno neke strahove. Pa ne vem, strah, da ne bom družino razočarala, pa strah, ker imam 2 čudovita otroka, da bom jim zgledna mamica, pa strah, da bom čudovita žena, da bom možu ustrezala, tako, ampak to so ti okviri, ki si jih mi postavimo. Pa kadarkoli prijem na Ajo, pa rečem, največji strah vseh ljudi je to, da začutijo polno ljubezen. Vsi pridejo po ljubezen, ko jo pa začutijo, je pa ne upajo sprejeti. Tako da, dragi moji, ne dovolite si biti zaporniki svojih duš ali pa tako, dovolite, da vaša duša spregovori, da vaše srce spregovori, dovolite si čutiti sebe, ampak včasih lahko samo tako, da v skupini dosti kaj vidite te stvari. Tako da, to je moja naloga, to počnem na akademiji, tako da ne več se zapirati, ne bodite popolni, bodite popolni svoje nepopolnosti, dovolite si to. Dovolite začutiti svoje vzorce, ne se bati bolečine, ne bežati po bolečino. Prvo sem govorila o sprejemanju. Oh my God, kako skupino imam, inteligentnih, zahtevnih do sebe. In naprimer, ko koga pohvalim, pa ko rečem, Bog ti je vse dal. Ja, hvala. A na to se sliši, da se ne sliši. Ko rečem, my God, kaj si dosegla v vsem tem času, kaj si ti dosegel. To je sem gre not pa ven. Ne, to so vse stvari, ki se jih moramo naučiti sprejeti in tudi iz tega potem znamo sprejemati druge. Tako da, evo en zaključek. Želim vam en čudovit večer. To je bilo eno moje spoznanje na duhovni šoli, da strah je največji zaviralec in sovražnik našega življenja, da lahko živimo svoje sanje, da živimo srečno, zdravo in uspešno življenje. Danes sem ga mogoče malo skrajšala, zato ker nisem se glih pripravila na to. Mislim, danes bi še mogla biti doma, ker smo za en dan prestavili obred in sem računala, da bom to vam podelila doma na videu in še nekaj malce več o teh strahovih. Za Božjo voljo, če ne probate, ne veste, kaj se bi lahko dosegli. In to je samo zaradi tega, kaj pravijo drugi. Tudi jaz se tega učim. Nekje se še učim sprejemanja, čeprav pravim, da se mi zdi veliko naredila na tem, ampak vidim, da je še prostora za izboljšave. Tako da en lep večer, mi pa danes ponovno potujemo, imamo lepo, čudovito potovanje na našem obredu. Čau, čau.